Dober dan iz sončnega Strasbourga. Prehajamo v drugo polovico leta in to je čas, ko pride do sprememb v eni od evropskih institucij. Svet Evropske unije, to je institucija, v kateri sedijo ministri držav članic, vedno vodi ena od držav. In v prvi polovici tega leta ga je vodila Madžarska, ki je predsedovanje zdaj ob koncu junija oziroma začetku julija predala Poljski. Danes je imel poljski premier Donald Tusk predstavitev njihovega predsedovanja in moram reči, da je to eno izmed najbolj ambicioznih predsedovanj, ki sem jih doslej videla. Njihov program je izredno obširen, imajo ambicijo, da praktično nadaljujejo na vseh področjih, tako kot je Evropska unija zastavila že v preteklosti. Ima pa predsedstvo tri prioritete. Prva je varnost v smislu ne samo vojaške varnosti, ampak tudi energetske varnosti, prehranske varnosti, torej mnogo širše. Druga prioriteta je razvoj in predvsem dejanska implementacija notranjega trga. Tretja prioriteta je odprtost Evropske unije, se pravi odprtost do držav kandidatk in odprtost do držav, ki z nami delijo podobne vrednote, pa ne bodo nikoli članice Evropske unije. In seveda odprtost Evrope nasploh za sodelovanje v tem globalnem svetu. Po eni strani ima Poljska nekaj dosjejev, ki so izredno pomembni in bi bilo dobro, da bi bili zaključeni v času njenega predsedovanja, kot je recimo zaščita intelektualne lastnine oziroma evropski patent. Zelo dobro bi bilo, da zaključimo tudi celoten paket zakonodaje o gospodarskem upravljanju. No, potem je pa tu ogromno enih pomembnih tem, ki bodo odprte in se bo začela obravnava prav v času poljskega predsedovanja in so pravzaprav vezane na finančno perspektivo. Sedaj obstoječi večletni finančni proračun namreč neha veljati z koncem leta 2013, zato moramo zastaviti novega, ki bo veljal po letu 2013 in seveda ne razpravljamo samo o tem finančnem proračunu, finančni perspektivi, ampak o vseh ostalih politikah, ki so vezane na finančno perspektivo, recimo 8. okvirni program, kohezijska politika, energetska infrastruktura in še bi lahko naštevala. Tu bo Poljska začela z razpravami in zelo pomembno je, kako jih bo zastavila. Namreč vse te politike so kot neka ogromna ladja, ki ima nekaj manevrskega prostora, ne pa veliko. Torej mora biti pravilno usmerjena, da bomo pravočasno prispeli na cilj, da se nam ne zgodi recimo zgodba, kot se je zgodila Titaniku, ko potem na koncu ni bilo možno pravočasno obrniti smeri. Edina stvar, ki sem jo pa v programu poljskega predsedovanja pogrešala, pa je nekoliko premalo ambicij na področju podnebnih sprememb. Namreč letos v Durbanu mora biti sprejet nek dogovor med državami, kako bodo ukrepali, če resnično želimo biti pravočasno uspešni in omejiti globalno segrevanje na največ 2 stopinji Celzija. Tu ni Poljska podala nekih konkretnih predlogov.